V tej lekciji si bomo pogledali, kako lahko naredimo video posnetek malo bolj dinamičen. Pa začnimo. Prva stvar, ki jo lahko naredimo, je ta, da posnetek oziroma same slike malo povečujemo, pomanjšujemo med samim predvajanjem. Kako to naredimo? Če recimo gremo tukaj na prvo sliko, vidimo, da je tukaj še en tale krogec pred temi možnostmi, ki jih imamo. V prejšnji lekciji smo že videli, da scale pač pomeni povečava, pomanjšava slike. Če kliknemo gor, bomo zdaj določili te ključne točke, kako se bo ta slika povečala. Recimo, če zdaj na koncu izberemo in povečamo sliko in se zdaj sprehodimo čez to sliko, bomo videli, da se zdaj počasi povečuje. Okej, to je prva možnost, ki jo imamo. Poglejmo zdaj tukaj pri drugi sliki še eno drugo možnost. Recimo imamo sliko, ki je precej velika in na posnetku ne vidimo vsega, pravzaprav vidimo le en majhen del. Pa bi radi recimo, da se tukaj sprehodimo čez tole tipkovnico. Stvar je v bistvu dokaj podobna. Se postavimo na začetek tega posnetka. In izberemo tale krogec pri Position. Pa gremo na konec te slike. In zdaj to sliko premaknemo. Če se zdaj premikamo tukaj nazaj naprej, vidimo, da se bo posnetek premikal. Če bi radi obratno, kot smo naredili na začetku, se pravi, da se slika zmanjšuje, je stvar podobna. Se postavimo na začetek, nastavimo velikost, kot bi jo radi na začetku, kliknemo krogec pri Scale, se pomaknemo na konec in sliko pač ustrezno zmanjšamo. Torej, zdaj bo slika počasi oddaljevala. Seveda te možnosti lahko tudi poljubno kombiniramo. Lahko naredimo, da se slika povečuje in hkrati premika in podobne zadeve. Okej, potem imamo pa še eno možnost. Lahko tudi se igramo s prosojnostjo slike. Kaj to pomeni? To pomeni recimo, da bi radi imeli dve sliki eno čez drugo, s tem, da bi radi, da malo prehaja iz ene v drugo sliko. Kaj lahko naredimo tukaj? Spet izberemo tale opacity, damo krogec, se prestavimo malo naprej, zmanjšamo, se predstavimo še naprej, še malenkost zmanjšamo recimo, pa malo naprej, pa spet malo povečamo. Pač tukaj lahko potem se na tak način malo poigramo in dobimo tako recimo tudi neke vrste prehod med dvema slikama. Če zdaj pogledamo tale posnetek, vidimo, da tako prehaja iz ene v drugo sliko. Torej, to je še ena možnost, ki jo imamo, da posnetek poživimo.
Okej, ena od stvari, ki ste jih mogoče opazili tukaj, je, da so pač prehodi med posameznimi slikami taki ostri, odsekani. To lahko rešimo dokaj preprosto z prehodi, ki jih imamo tukaj med efekti. Če gremo dol v Transitions Audio, vidimo, da imamo tukaj več različnih prehodov. Prva taka pogosta napaka, ki jo naredijo ljudje, ki prvič montirajo, je ta, da bi izkoristili vse prehode, ki so, a ne, in potem to izgleda nekako tako, da se uporablja, da se da enkrat en prehod, pa drugič drug prehod, pa tretjič spet en tretji prehod in je pač zadeva potem malo kičasta postane, ker je kar naprej nekaj drugega. Poleg tega pač ti prehodi, če smo iskreni, niso ravno nekaj, kar bi človek tako z užitkom gledal. Zato vam priporočam, da pač, če uporabljate prehode, da uporabite pač kar se da en prehod ali pa dva, mogoče tri, če gre za neki daljši posnetek, ali pa če imate res dober razlog, zakaj. Zdaj, tisti najbolj običajen prehod, ki ga uporabljamo, je cross dissolve. To pomeni, da se pač ena slika prelije v drugo. Če pogledamo. Pač to je tisti najbolj osnovni, ki ga boste verjetno tudi vi najbolj pogosto uporabljali. Okej, zdaj smo pogledali, kaj lahko naredimo, da je ta stvar malo bolj živahna, malo bolj dinamična. Kaj pa recimo, če bi radi zdaj dodali, kaj pa pri tekstih, ki bi jih radi dodali? Pa bi tudi radi, da je stvar malo bolj dinamična. Poskusimo zdajle na tej sliki. Dodajmo en tekst in ja, kot vidite, tole besedilo ni ravno najbolj vidno tukaj. Kaj lahko naredimo zdaj, da to besedilo naredimo tako, da se bo dalo ga prebrati? Ja, seveda, lahko gremo zdaj, izberemo besedilo, gremo tukaj pod tekst in izberemo neko drugačno barvo. In besedilo bo vidno, bo kričeče, ampak iskreno povedano, izgledalo bo pa grdo. Zato gremo rajši en korak nazaj, pa pustimo besedilo tako in bomo zdaj rajši dodali eno senco pod besedilo, da bo to besedilo bolj vidno. Zdaj lahko gremo tukajle pod Effects in poiščemo efekt Drop Shadow. Pa dvakrat kliknemo gor. Druga možnost za dodajanje efektov je pa ta, da na kontrolni plošči za posamezni posnetek, posamezni element, pod Effects kliknemo tukajle plus. Evo, in zdaj se nam odpre tukaj nekaj možnosti, kaj lahko vse delamo z senco pri tem posnetku. Zdaj že takole, če vidimo, je pač besedilo malo bolj vidno, ampak ni pa ravno prav zelo, ne izgleda pa prav zelo lepo. Okej. Ta efekt Drop Shadow, se pravi vrži senco, omogoča kar nekaj nastavitev. Prva stvar je angle, to je, se pravi, kot, v katero smer naj gre senca. Trenutno je 180 stopinj, se pravi, bo šla senca naravnost dol. To tudi vidimo tukaj, da je pod besedilom, na spodnji strani besedila. Običajno jo damo rajši recimo tam 135, tako da gre malo
poševno dol. Izberemo lahko distance, se pravi, koliko bo senca oddaljena od besedila. Izberemo lahko tudi barvo sence, ampak recimo bomo pustili zaenkrat tako, kot je. Lahko izberemo, kako prosojna bo ta senca. Zdaj, običajno pač senco, če želimo jo imeti, nima smisla, da dajemo preveč črno, ker bo grdo izgledalo. Pač senco s to prosojnostjo prilagajamo, da bo pač besedilo vidno, obenem pa senca ne bo preveč divja, preveč močna. Scale lahko povečamo, pomanjšamo. Tale penumbra pa nam pomaga, da senco tudi malenkost da lahko razpršimo. Se pravi, da ne bo povsem nalepljena na besedilo, ampak bo tako zabrisana zadaj, obenem bo pa se besedilo še vedno lepo videlo. In pa lahko izberemo tudi možnost shadow only. Na ta način se bo v bistvu videla samo senca, ne bo se pa videlo besedilo. Včasih tudi to prav pride. Ampak v našem primeru recimo ne. Okej. Če pogledamo zdaj razliko, pri efektih vedno lahko tole kljukico odstranite, vidite, kako je brez in kako je z. Vidimo, da smo zdaj dosegli, da je besedilo precej bolj vidno. Seveda pa lahko tukaj zdaj dodamo tudi možnosti, ki smo jih že prej videli, se pravi, da se besedilo povečuje, da se premika in podobne zadeve. Še zadnja stvar v tej lekciji. Recimo, ko dobimo neko glasbo, ki bi jo radi dali, običajno ni ta glasba dolga ravno toliko kot posnetek, ki ga imamo. Zato bi jo radi pač skrajšali. Skrajšamo jo normalno, tako kot smo vajeni, ali primemo za konec skladbe in potegnemo, ali pa pritisnemo črko C, odrežemo črko V, da izberem, in tipko delete. Ampak zdaj bo pa problem, ker bo tukajle na koncu posnetka glasba kar naenkrat utihnila. To poglejmo. Ja, dobro bi bilo, če bi to glasbo zdaj za konec naredili, da bo postopno se utišala. Kako lahko to naredimo? Kliknemo tale posnetek z glasbo in podobno kot smo prej pri poziciji, pri obračanju, pri prosojnosti, označimo tale krogec pri level. Level je pač glasnost. Se premaknemo na konec skladbe, oziroma tam, kjer smo jo odrezali, in premaknemo čisto do konca navzdol. Če zdaj poslušamo, vidimo, da se je glasba počasi utišala in naredila en tak nežen prehod in iztek, ki celoten video potem prijetno zaključi. Okej, evo, zdaj pa znate že kar precej enih stvari. Tako da bom vesel, če ste se lotili, če ste kakšno stvar mogoče tudi sami že posneli, zmontirali, lahko pošljete ali meni direktno na info@projektemavs.com ali pa naložite recimo posnetek v Facebook skupino za udeležence usposabljanja Emavs in date tam tudi drugim v pregled, da vidite tudi odmeve drugih, da se mogoče malo pohvalite ali pa da vas mi malo pohvalimo in da tako skupaj delamo na tem, da bomo lažje in bolje prinašali Kristusa na splet. Če imate kakšna vprašanja, mi jih pošljite, če imate kakšno idejo, kakšno dilemo, kako bi se česa lotili, napišite in bom pripravil naprej navodila tudi za to.
Se vidimo potem v naslednji lekciji.